to konferenco razumem tudi kot edinstveno priložnost, da se naša zelena Slovenija predstavi kot ambiciozna država, ki si je med drugim zadala tudi, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi in tudi regionalna voditeljica na področju sistemske tranzicije v krožno gospodarstvo. Kot predsednik vlade dojemam krožno gospodarstvo kot našo skupno prihodnost, kot zelo pomemben del te naše skupne prihodnosti, pa vendar hkrati z te svoje pozicije gledam na dogajanje v družbi kot celoto. Zato najprej povem naslednje, da seveda tako kot družba rabi in bo potrebovala tudi v prihodnje krožno gospodarstvo, vedno večji meri, tudi krožno gospodarstvo potrebuje širše okolje, ki ga ustvarjamo vsi ljudje na raznih področjih življenja. Tako je denimo za Slovenijo, za naš razvoj, za našo prihodnost zagotovo osrednjega pomena človek, njegova kvaliteta bivanja in to kvaliteto seveda želimo še naprej ohranjati v smeri zelenega, čistega okolja, v smeri razvojno naravnane države, torej države, ki gleda v prihodnost, ki spodbuja trajnostni razvoj, v državo, ki torej v prihodnost, ki seveda spoštuje človekove pravice, neko svobodo ustvarjanja, gibanja, vse to, kar je za človeka pomembno, in hkrati tudi varnost, kajti varnost je tisti okvir, ki pravzaprav omogoča vsako dejavnost, tudi ekonomsko. In nenazadnje so tu pomembne vrednote, ki jih vzgajamo že mladim ljudem v šolah, vrednote, ki jih zagovarjajo in udejanjajo skozi svoje proizvode znanstveniki in seveda na koncu vse to v neki skupni povezavi, ki pelje človeštvo naprej. Jaz v tem kontekstu vidim krožno gospodarstvo kot civilizacijsko nujo, kot nekaj, brez česar ne bo prihodnosti za človeštvo v smislu, kot sem ga navedel, zelene prihodnosti, pozitivne, v smislu pozitivnih vrednot, v smislu sodelovanja, povezovanja. In zato vidim to krožno gospodarstvo ne le kot priložnost za Slovenijo, ampak tudi za cel svet. In ob tem, če dovolite še en tak oseben premislek, vidim, da ob tem, ko seveda ljudje ustvarjamo krožne procese v gospodarstvu, tudi ti procesi vplivajo na nas in pravzaprav preoblikujejo naš odnos do sveta. In jaz sem prepričan, da vsakdo, ki razume pomen krožnega gospodarstva, globje, ki razume njegovo bistvo, ne vidi bistva le v prihranku, v večji produktivnosti, v povečevanju delovnih mest, delovnih priložnosti in zmanjševanju stroškov, v trajnostnem razvoju, ampak tudi v osebni preobrazbi in to v smeri večjega spoštovanja do našega okolja in do nas samih. In družba potrebuje, če želi imeti pozitiven razvoj, kot svoja podstat ravno to spoštljivost človeka do človeka, človeka do narave. In jaz mislim, da krožno gospodarstvo spodbuja tudi to komponento spoštovanje do, bi rekel, našega okolja, do nas samih in to je tista morda najbolj pomembna kvaliteta, ki nas bo na dolgi rok vodila skozi krožno gospodarstvo v, jaz bi rekel, boljši svet. Slovenija spodbuja trajnostni razvoj na področju zelenega gospodarstva, na področju trajnostne mobilnosti, preureditve energetske infrastrukture, inovacijske krožne transformacije industrije in trajnostnega turizma in še bi lahko našteval. Zelo me veseli in tudi ponosen sem, da smo letos na področju zelenega turizma prejeli nagrado World Legacy Award,
ki nam jo je podelil National Geographic, in tako lahko rečem, da o trajnostnem razvoju in krožnem gospodarstvu Slovenija ne le govori, ampak seveda ga tudi živi, ga tudi udejanja. Slovenija že vzpostavlja povezave tudi na mednarodni ravni. Na dogodku World Economic Forum v Davosu, ki je bil že omenjen, je bila prav naša slovenska pobuda uvrščena na radar indikatorjev Platform for Accelerating Circular Economy. Vključeni smo v evropski projekt Smart Cities, postali pa smo tudi člani fundacije, ki je bila tudi že omenjena Ellen MacArthur. In z vsem tem zagotavljamo hitrejši in učinkovitejši prenos znanj in izkušenj, krepitev zmogljivosti, ter dajemo tudi našim podjetjem zmožnost učinkovitega sodelovanja na mednarodnem nivoju. Slovenija mora biti ambiciozna. Želim, da smo ambiciozni, zato želim, da smo ob boku voditeljicam na področju krožnega gospodarstva, denimo Nizozemski, Škotski in ostalim državam. In letos bomo zato v Sloveniji gostili tudi letno konferenco Eurocities, prav na temo krožnega gospodarstva. Spoštovane in spoštovani udeleženci te konference, veseli me, da je danes tukaj veliko pomembnih strokovnjakov, govorcev iz več kot 20 držav, vodilnih akterjev na področju krožnega gospodarstva. Samo z roko v roki, samo na podlagi intenzivnega sodelovanja lahko skupaj poiščemo pametne in zelene rešitve za vse nas. Dodana vrednost za Slovenijo pa je tudi ta, da konferenca poteka, in to me zelo veseli, v 2 krožno aktivnih mestih, v prelepem Mariboru, tudi v prelepi Ljubljani, ki sta v teh dneh dejansko postali epicenter nekega krožnega gospodarstva v regiji in tudi širše. In vlada, ki jo vodim, se zaveda, da gre pri prehodu v krožno gospodarstvo za velike sistemske spremembe, pri čemer pa mi ne želimo zgolj slediti svetovnim trendom, ampak jih želimo tudi soustvarjati, biti tudi pobudnik nekaterih od njih, skratka, jih aktivno sooblikovati. Med drugim je naša vizija tudi, da uporabimo sodobno digitalno tehnologijo tako, da bomo spodbujali trajnostno in inkluzivno rast, s promocijo in razvojem slovenskega znanja pa nadaljnje izboljševali kvaliteto življenja. In vedno, ko govorim o modernosti, o novih tehnologijah, o digitalizaciji, o industrijski revoluciji, če želite, 4. seveda, ali pa o čemerkoli povezanem z razvojem, vedno znova omenim, da mora vse to imeti človeški obraz, kajti od človeka k človeku se vrača vse, kar ljudje ustvarjamo. Za doseganje vseh teh ciljev imamo v Sloveniji številne primerjalne prednosti. Imamo naše naravne danosti, ugodno geostrateško pozicijo, dobro razvito infrastrukturo, močne znanstvene raziskovalne institucije, krožne prebojnike, torej entuziaste, ljudi, ki razvoj peljejo na tem področju naprej, tako na strani gospodarstva kot lokalnih skupnosti, predvsem pa imamo tudi zelo ozaveščeno in motivirano prebivalstvo. In tega sem najbolj vesel, tako me zelo veseli podatek, da smo v samem vrhu evropskih držav, denimo pri razvrščanju odpadkov v različne skupine, torej pri tem razločevanju odpadkov, in še marsikje izkazujemo zelo visoko okoljevarstveno in, jaz bi rekel, tudi krožno zavest, ki se vedno bolj v nas še nadgrajuje. In za konec naj rečem, da Slovenke in Slovenci torej znamo in zmoremo, če to le želimo. In zato verjamem, da bomo tudi na področju krožnega gospodarstva še naprej spodbujali skupaj z gospodarstvom, z lokalnimi deležniki, z znanstvenimi institucijami in seveda s pomočjo politike inovativne, ustvarjalne in sodelovalno naravnane akterje, ki bodo našo zeleno Slovenijo na svetovnem zemljevidu zasidrali v krogu tistih držav, ki bodo voditeljice procesa krožnega gospodarstva. Tega si tudi kot predsednik vlade zelo želim in zato bomo naredili tudi v vladi vse, kar moramo, da bo šla Slovenija še naprej v tej smeri. Še enkrat hvala za vse, kar s to konferenco prispevate k temu razvoju krožnega gospodarstva in seveda
Za Slovenijo pa rečem, gremo skupaj naprej, krožno in s spoštovanjem drug do drugega, do narave in vsega, kar je seveda del našega življenja. Hvala.